Dober dan, spoštovane gledalke in gledalci. Zavod za kulturo Bled bo v prihodnje pred številnimi novimi vsebinskimi izzivi. To pa je dober razlog za pogovor z današnjim gostom. To je direktor Zavoda za kulturo Bled, gospod Matjaž Završnik. Dober dan tudi vam. Dober dan. Vaša karierna pot je tesno povezana s turizmom in kulturo. Povejte mi, je bilo v vsem tem času, kar ste v tej panogi, kdaj težje kot v teh 2 covidnih letih? Približno podobno je bilo na začetku jeseni leta 1991. Takrat po osamosvojitveni vojni smo bili praktično v tako rekoč isti situaciji. V redu, takrat smo bili brez gostov, tokrat smo bili brez obiskovalcev. To je bila nekako v vsem mojem življenju nekako približno primerljiva situacija. In praktično bilo treba štartati iz nule, iz začetka, ubirati promocijske poti, plesti kontakte in tako naprej. Predvsem vabiti ljudi čisto na novo spet, da obiščejo grad, predvsem v domačem okolju, ker vemo, da s svetom nismo bili povezani, ker so še danes praktično večino povezav po zraku, od koder smo mi pridobivali več kot 70% obiskovalcev, so še danes vse prekinjene. Tako da bi bila kar to lahko ena taka primerna primerjava. Sicer so bili pa vsi drugi časi bistveno lepši in produktivnejši, da tako rečem, kot so današnji bili v zadnjih 2 letih. Nove razmere so zagotovo zahtevale tudi drugačen način dela. Kako ste se uspeli organizirati? Ja, mi smo se seveda v zadnjih 2 letih prilagajali situaciji, kakršna je bila, in pa vsem tem pogojem in ukrepom, ki jih je Nacionalni inštitut za zdravje praktično predpisoval. To je bilo v bistvu kar težko, zaradi tega, ker so včasih vsi ti ukrepi prihajali čez noč. Študirali smo uradne liste, ker šele takrat je praktično zadeva res uradna in takoj naslednji dan je bilo treba te stvari že spoštovati. Tukaj govorim predvsem o teh zaporah praktično, ki so bile v teh obdobjih večkrat najavljene, potem pa v nadaljevanju v smislu kontroliranja obiskovalcev, ali izpolnjujejo te ukrepe, da ne govorim o tem, kako smo praktično v obeh objektih, ki jih upravljamo, inštalirali praktično vse, kar je bilo potrebno, od vseh teh zaščitnih mask pa do razkužil za obiskovalce in tako naprej in tako naprej. Jaz sem prepričan, da so ljudje danes že v precejšnji meri utrujeni od vseh teh zadev, ampak dejstvo je, da jih ne bi še enkrat ponavljal, ampak dejstvo je, da smo izvajali vse tisto, kar se je od nas zahtevalo za to, da smo lahko imeli objekte odprte. Pri tem pa moram reči, da je bilo vseeno nekoliko boljši na gradu, ker je bil odprt tudi za individualne obiskovalce, medtem ko pa še do danes se pa ni v večji meri regeneriral obisk v festivalni dvorani, za katerega pa vemo, da je v glavnem vezan na skupini ljudi. Tukaj imamo pa še vedno opravka z razdaljami 1,5 metra pa vsem ostalim znanimi ukrepi. Da ne govorimo o tem, da je bilo večino večjih aranžmajev, ali so to zdaj gledališke predstave, koncerti ali poslovni dogodki, da je bilo večino tega odpovedano. Kaj pa sami obiskovalci ali pa recimo organizatorji teh dogodkov, kako so pa ti sprejemali te nove razmere? Ste dobivali kakšne povratne informacije? Ne, moram reči, da so ljudje enostavno sprejemali to zadevo, ne bom rekel, da so se vdali v usodo, ampak če so hoteli priti, če so si hoteli ogledati, so to sprejeli kot dejstvo. Moram reči, da smo imeli zelo majhno število
bi rekel, primerov, ko se je nekdo za neko nejevoljo odzval. Mislim, da smo ene 2 karte smo vrnili zaradi tega, ker so bile recimo na Petrolu so bile kupljene, ko je pa prišel obiskovalec sem, smo pa od njega zahtevali dokazila, ki jih on ni imel in tako naprej. Ampak tega je bilo res minimum. Tako da ljudje, tisti, ki so prišli, so vedeli, kaj morajo izpolniti in je zadeva, kot rečemo, tekla normalno. No, v kriznih časih zaposleni v delovnih okoljih bodi si klonijo pod pritiski ali pa se še bolj povežejo. Kako je bilo s tem pri vas na zavodu? Ja, mi smo v tem času, da tako da rečem, poslovali v neki taki mešani obliki. 3 oblike so bile tukaj. Normalno delo, delo od doma, tukaj mislim predvsem na upravo, in pa tudi še inštitut čakanja na delo. To je bilo pa prisotno predvsem pri naših sodelavcih, ki delajo v operativi, v obeh objektih, pa še to bolj lansko leto kot letos. Tako da tukaj enostavno moram reči, da smo sprejeli vso to zadevo kot dejstvo. Mi smo tudi eden naših glavnih ciljev, kako preživeti krizo, je bil ravno to, da ostanejo v zavodu zaposleni vsi, da z nobenem ne bo treba zaradi ekonomskih ali drugih razlogov prekinjati delovnega razmerja. Saj vemo, kako je danes potrebno, težko priti do ljudi na vseh področjih, je kadrovski problem in tukaj noter mi smatramo, da smo v preteklosti ustvarili eno ekipo praktično, ki je bila sposobna se odzivati ravno tako na recimo 580.000 obiska v letu 2019, kot istočasno tudi v roku 2-3 ur objekt odpreti, zalaufati po domače povedano, ali pa ga tudi v bistvu zaradi zapore vsega skupaj zapreti, zadevo spremljati. Mi smo tudi medsebojno to komunikacijo preko domačih naslovov imeli stalno, bi rekel, vzpostavljeno. Tako da mislim, da smo nekako se skupaj pa povezano odzvali na vse skupaj to in zdaj v tem trenutku bi si skoraj upal reči, no, da smo tudi uspešno čez to zadevo šli, ker tudi vse, kar bo prihajalo, bo že tam nekje neko znanje, neka rutina in mi eden za drugega dobro vemo, kaj je naloga nekoga in tako naprej. Bo lažje. Tako da bo lažje. Bilo je pa kritično tam po 13., 14., 15. marcu lansko leto, smo se en čas še lovili, nismo vedeli kako in kaj. Zdaj je pa to praktično ratov sestavni del igre. Letošnje leto se za zavod ni začelo prav obetavno. Pomladni in poletni meseci so bili pa potem majčkeno bolj optimistični, majčkeno več optimizma se je vneslo, ker so začeli tudi prvi obiskovalci bolj hoditi na Blejski grad. Od kod sedaj prihajajo ti obiskovalci oziroma so v tem času, pa koliko obiskov ste vi zabeležili v letošnjem letu na Blejskem gradu? Ja, res je bilo, da prvih 5 mesecev, vključno z mesecem majem, je bilo še izjemno slabih, da tako rečem, saj smo imeli samo nekaj več kot 5.000 obiskovalcev. Zadeva se je pa hipoma odprla, ko so nastali za to pogoji, celotno poletje je bilo v redu, res, da mi ne moremo govoriti o takih številkah kot včasih, zato pričakujemo zdajle na koncu leta približno 120.000 obiskovalcev, kar je nekje dobra četrtina tistega, kar je bilo v tistih najbolj uspešnih letih. Tako da mi smo ekonomsko zlezli na pozitivno, ker v letu 2020 smo zaključili z negativnim rezultatom, letošnje leto bo pozitivno, pa tudi en velik del izgube za nazaj bo že pokrit. Tako da samo v tem smislu mislim, da je zadeva že kar nekoliko boljša.
Manjka pa tisto, kar je bila naša odlika v vseh preteklih 10-12 letih, da tako rečem, to so pa investicije. A ne? Enostavno obiska in ni bilo toliko, da bi mi lahko izvajali tudi nadaljne korake v tem našem razvoju, tako kot smo si ga začrtali. A ne? Zdaj, kar se tiče obiskovalcev, moram reči, da približno ena četrtina je Slovencev, medtem ko pa glavni trgi drugi so pa evropski. Tukaj govorimo o Nemčiji, o Madžarski, potem o sosednjih državah Italiji, Avstriji in Hrvaški. Se je pa takoj poznalo, ko so Združene države Amerike, mislim, da tam okrog 15. septembra odprla svoja vrata za Američane, da lahko potujejo po svetu, in imamo od takrat tam nekje od 40 do 50 Američanov takoj v povprečju gor na gradu. Tako da trg se hitro odziva, samo problem je v tem, ker kriza ne pojenja, epidemija ne pojenja in tako se ravno nekje neke svetle točke se pojavijo, pa se spet ugasnejo in tako naprej. Tako da je kar, bi rekel, predvsem mentalno je težko to zadevo spremljati, ker ko ima človek že občutek, da prihajajo boljši časi, da bomo šli gor, pa se spet pojavi nova oblika virusa, novo zaprtje in tako naprej. Tako da je ta stvar. Moram še tukaj poudariti vseeno, da v tem kriznem obdobju, da smo mi dobili za pomoč okrog 275 tisoč evrov pomoči za celotno obdobje državne, a ne, tako za kritje čakanja na delo, kot tudi za kritje fiksnih stroškov, tako da bi bil ta naš rezultat, predvsem v letu 2020, še bistveno slabši, če te pomoči ne bi bilo. Ne. No, ampak kljub temu, ne, kot pač gre za poslovna leta normalna, vi načrtujete za prihodnje, tudi recimo v 5-letni strategiji za Blejski grad ste predvideli precej drugačen način financiranja. Prej ste omenili, a ne, da tukaj pri investicijah je bil največji manko, zdaj vi predvidevate, da boste skušali pridobiti čim več sredstev na razpisih. Pretekla leta ste lahko praktično s sredstvi, ki ste jih pridobili na trgu, financirali tako obnovo gradu, pa še kaj, ne? Ja, tukaj bo največji preskok, ker mi spremljamo tudi ocene, tržne analize in tako naprej in jasno je, da nekih večjih potencialov finančnih, lastnih za investicije v naslednjih 2 letih še ne bo. In zaradi tega je bilo pa tukaj, če smo mi želeli, istočasno pa mi ne mirujemo, mi ne čakamo, a ne, ampak predvsem v smislu pridobivanja projektne dokumentacije, pridobivanja dovoljenj in tako naprej, smo mi aktivni, vlagamo in tako naprej, zato da bomo boljše čase, da tako rečem, pa na kakršen način bojo že prišli z lastnimi sredstvi ali z zunanjih virov, da bomo mi počakali to dejstvo pripravljeni in da bomo šli lahko v realizacijo. Ne? Mi imamo v našem, če čisto na grobo povem, v našem planu do leta 2025 imamo ene 4 najpomembnejše investicije. Ostaja seveda dvigalo nagrad, ki se zamika, ampak ostaja prva prioriteta, potem muzej arheologije ob muzeju moderne umetnosti pod gradom, potem prenova Mrakove domačije in pa ureditev celotnega področja v okviru razširjenega grajskega kompleksa in pa verjetno, da bomo postavili še en muzej razvoja turizma, ki je vezan predvsem na jezero in na naše okolje, tako kot je v prostorih sedanje knjižnice. Ne? Tukaj noter zdaj bomo mi šli predvsem v razpise, kandidirali na razpisih, ki
so povezani z temi sredstvi za okrevanje in odpornost Evropske unije, potem na razpise, ki so oziroma bodo objavljeni za bodisi za obnovo ali prenovo ali kakorkoli stavbne kulturne dediščine in tako naprej. Tako da predvsem ali pa bomo šli tukaj noter tudi v določena partnerstva na tak način, kot smo šli tudi za galerijo sodobne umetnosti. Predvsem želimo biti pripravljeni, zaradi tega imamo že vloženo gradbeno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti za Mrakovo domačijo. Takoj po novem letu vlagamo za dvigalo na grad, tako da nam bo preostala predvsem realizacija za kot naš poslovni strošek, mimo tega, kar govorim, da bi eventualno pridobili od zunaj, pa nam ostane predvsem sredstva, ki so pomembna za postavitev vsebine v vseh teh novih prostorih. V kakšnih vrednostih govorimo po teh posameznih projektih za dvigalo, za Mrakovo domačijo? Dvigalo približno 3,5 milijona, Mrakovo domačijo okrog milijona. Ravno tako vprašanje Muzeja sodobne umetnosti in pa nimamo pa še ocene, koliko bo postavitev tega muzeja stala, ampak glede na to, da bo tukaj potrebna tudi pomoč sodobne multimedije, digitalni prikazi in tako naprej, verjetno to ne bodo majhne številke, ampak vseeno smo optimisti. No, ko smo ravno pri muzejski dejavnosti, tudi na Blejskem gradu nameravate v prihodnje prenoviti to muzejsko zbirko, posodobiti, pač narediti obiskovalcem bolj prijazno? Ja, moram reči, da po upravljavski pogodbi, ki je sklenjena med državo, Narodnim muzejem Slovenije, občino Bled in pa Zavodom za kulturo, je postavitev muzejske zbirke na gradu domena Narodnega muzeja Slovenije in mi mu za ta namen tudi odvajamo določena sredstva po tej pogodbi. Ampak tukaj noter smo skozi vsa ta leta, od leta 2008 naprej, ko je bila ta nova razstava postavljena, vseeno ugotovili, pa tudi skozi ankete, ki jih delamo vsako leto na vzorcu 1000 obiskovalcev, vseeno ugotavljamo, da nekako da je enostavno ta postavitev prezahtevna. Zahteva ogromno neke predpriprave ali pomoči nekoga, ki se na to spozna, da razume vse te detajle, ki so noter. Mi imamo pa opravka tudi z ljudmi, ki preživijo noter v tem muzeju zelo malo časa, pogledajo posamezne eksponate in ki ne posvetijo, bi rekel, razumevanju te razstave toliko časa. In to smo tudi Narodnemu muzeju povedali in v razgovoru z direktorjem Narodnega muzeja par dni nazaj, lahko potrdim, da smo v tem razgovoru se pogovarjali tudi o tem in da se Narodni muzej pripravlja na drugačno postavitev tega muzeja, ki jo lahko pričakujemo kmalu ali pa vsaj rečemo v teku prihajajočega leta, ker v letošnjem letu so bili 100% tako kadrovsko kot tudi finančno skoncentrirani na svoje slavje 200-letnice Narodnega muzeja Slovenije in za kakršnekoli druge aktivnosti niso imeli nobenih niti sredstev, niti kadrovskih virov, da bi to postavili. No, sicer je Blejski grad oziroma Zavod za kulturo Bled imel zelo močan animacijski program na Blejskem gradu, tako za otroke od velikonočnega lova na pirhe, potem pravljične poti, potem nastopov grofa in grofice, te srednjeveške skupine. Kaj pa tukaj? Najbrž bojo tudi tukaj kakšni novi prijemi? Ja, tukaj se je zadeva ustavila iz dveh razlogov. En razlog je bil ta, da enostavno jih ni bilo moč, jih nismo smeli organizirati, drugi del je bil pa tudi finančni, pomanjkanje sredstev, ker smo mi v bistvu v letu 2020 smo mi padli točno na 14,6%
prometa iz leta 19. In tukaj noter, glede na to, da so bili obsegi tako veliki, je bilo to nekako za zadovoljitev najnujnejših potreb. Večina programa, pa tudi podpora vsem festivalom, tako festivalu Bled kot tudi Okarini, praktično v teh 2 letih nista bili mogoči. Zato se je tukaj program zelo, zožil. Mi načrtujemo v letošnjem letu nadaljevanje nadaljno regeneracijo vseh teh zadev, predvsem z manjšimi zadevami, začenši tudi z otroci, ker ste jih omenila, bomo mi povečali število teh lutkovnih predstav v sodelovanju z gledališčem iz Ljubljane, potem določeni koncerti, ki bodo v povezavi s kulinariko, s hišo Jezerški, ki so gor. Potem tudi tukaj na Bledu smo pa nekako začeli skupaj s Turizmom Bled dialog o tem, ne dialog, bi rekel, razgovor o tem, na kakšen način ustvariti en skupni program, ki bi vsaj v tej poletni sezoni, ko lansko leto in predlanskem praktično je bilo zelo malo, skreirati en skupni program, ki bo vsaj v določeni meri v smislu animacije zadovoljil krajane kot tudi turiste. Tukaj govorim predvsem o tem obdobju na prostem v teku meseca, tam od sredine junija do sredine septembra. Ostale stvari pa vemo, kako je, da je vreme zna biti zelo nesigurno in da bo pa večina stvari skoncentrirani bolj manjše stvari, bolj na gradu, večje stvari pa v festivalni dvorani. No, ravno glede dogodkov je bilo letošnjo sezono največ vprašanj, najbolj popularno pa zagotovo, kaj bo z Okarino. Ja, jaz moram reči, da bomo Okarino nismo mogli v letošnji in v lanskem letu enostavno, ker je bila tudi v bistvu prepoved, bi rekel enostavno, koncentracije večjega števila ljudi. Moram pa reči, da je tudi tukaj bo verjetno prisotna, bi rekel, drugačna organizacija, da bo tukaj prisoten tudi drugačen kontekst in da bo vsa stvar verjetno potekala drugače. Ker enostavno, tako kot sem povedal, mi bi želeli, da bi na Bledu eni 4 žanri, to so pa predvsem klasika, etno, jazz, narodno zabavna glasba, da bi dobile nekje neko svojo, da tako rečem, tako časovno, kot pa tudi vsebinsko in od odzadaj, bi rekel, podobno, kot to poteka recimo festival saksofonov, ki ima za zadaj šolo saksofonov vse skupaj, ali festival Bled, ki ima za seboj izobraževanje, bi rekel, bolj v smeri klasične glasbe, da bi v takem smislu v bistvu naredili ene take 3-4 osnovne opore, stebre, na katerih bi pa potem gradili poleg tega tudi, bi rekel, en določeno število koncertnih dogodkov, ki bi bili, bi rekel, skupaj ena taka, bi rekel, ogrlica različnih koncertov, žanrov, za čim širši razpon, s katerim bi zdaj čim širši apetit zadovoljiti. No, vsi ti načrti zahtevajo tudi še nadaljnjo oziroma dopolnitev notranje reorganizacije dela v zavodu. Lahko kaj o tem poveste? Ja, mogoče ne toliko reorganizacije, kakor širitev delovanja, ker dejstvo je, da mi bomo pridobili tudi nove objekte, ki jih bo treba upravljati.
tako kot zdaj upravljamo festival na Ingrad, bomo morali upravljati tudi tiste objekte, ki sem prej povedal, a ne. Zaradi tega gre tukaj predvsem na širitev. V upravi bomo tiste poslovne funkcije, seveda, kar se tiče promocije, kar se tiče financ, kar se tiče vseh teh zadev, bi rekel, že vodili za vse skupaj, medtem ko pa seveda se bo pa morali povečati število ljudi, ki bodo tam noter na teh objektih, a ne, delali, pa še druga sprememba bo potrebna, a ne. Mi na gradu zdajle smo bili nekako razbremenjeni funkcije vsebine, ker je bila to naloga Narodnega muzeja Slovenije, pogodbeno opredeljena, a ne. Medtem ko pa v teh objektih, ki jih pa dobivamo zdaj, bi rekel, na principu lokalnem, občinskem, bi rekel, v upravljanje, bomo pa morali skrbeti tudi za ta del, za vsebinski del. In tukaj noter seveda se bomo morali tudi v tem smislu pojačati, zaradi tega, ker bo tudi, bi rekel, sodelovanje s stroko, z projektanti razstav, s prezentacijami in tako naprej, bo treba z njimi praktično sodelovati in mi do zdaj v bistvu nismo bili, da tako rečem, kvalificirani za ta segment, ampak bo to pomenilo eno nadaljnjo rast v razvoju zavoda. Vidim, da ostajate optimistični, polni načrtov. Želim vam čim uspešnejše prihodnje leto, ostanite optimistični in hvala vam za današnji pogovor, gospod direktor. Ja, hvala. Človek mora biti optimist in če se to opazi, mislim, da je to kar v redu, no. Hvala lepa. Hvala.